Torej, dejstvo je, da slovensko kmetijstvo in turizem stopata na pomembne skupne korake. Če sta bila v preteklosti povezana, sem jaz vesela, da zelo aktivno tokrat načrtujemo skupno in bolj povezano prihodnost. Prvi koraki so prav gotovo povezani s tem, da oblikujemo oziroma smo že oblikovali skupno delovno skupino, ki se bo zelo konkretno lotila tudi konkretnejših aktivnosti. Najprej je potrebno seveda vzpostaviti dobro relacijo med povpraševanjem in ponudbo in dovolj ozavestiti tudi naročnike znotraj turističnih subjektov, da se bojo posluževali po večini slovenske, lokalne, varne in pa kakovostne surovine, ki je pridelana na naših kmetijah, in to bo zagotovo prva tista močnejša nit, ki bo povezala obe panogi. Ja, res je, na ta naziv smo tudi zelo ponosni. Naši koraki že tečejo, konec koncev tudi udeležba, prisotnost Ministrstva za gospodarstvo skupaj s kolegi danes tukaj na tem srečanju je eden od tistih skupnih korakov, ki jih bomo delali vse do leta 2021, da bo gastronomija v Sloveniji še bolj povezana, še kakovostnejša, da bomo veliko tudi drugim dali dodaten izziv in zagon, da se še bolj vključijo v našo skupno ponudbo. In seveda, da bo Slovenija ne samo destinacija, ki ponuja tudi gastronomijo, ampak postala prava gastronomska destinacija, ki jo bojo poznali povsod po svetu. Zdaj takole, za hitrejši razvoj smo zdaj napredovali z novimi spletnimi stranmi, povezovanja z temi rezervacijskimi segmenti, kot so Booking, Direct Booker za razvoj teh nastanitvenih kapacitet. Potem imamo pa v bistvu še zdaj imamo v pripravi ene projekte, v katerih bomo sodelovali kot kulinarično in z nastanitvenim in z izvedničnim doživetjem. Glede na to, da smo si res blizu in smo si kar podobni, se mi kar dosti razlikujemo glih po teh naših v bistvu kulinaričnih stvarih, se najbolj, ker okolje imamo približno podobno, čeprav imamo malo lepše, malo bolj toplo, ampak naša prijaznost je dosti bolj topla, pristop do ljudi je bolj topel in prijaznejši in ljudje se lažje spoznavajo z nami in vključijo v naš sistem. Skrivnost je v bistvu javna tajna, sodelovanje. Se pravi, sodelovanje med deležniki, med vsemi tisti, ki so poklicani k razvoju, med ponudniki, med tistimi, ki so dolžni delati razvoj turizma. In to je vojna tajna in javna tajna, ker v bistvu polna usta imamo vedno sodelovanje, v praksi pa je to zelo težko. In to je tista razlika, ki se je zgodila pri nas, lahko rečem, leta 2014, ko so stopili skupaj na ta pravih pozicijah ljudje in so rekli, da turizem je to v Vipavski dolini in da je to temelj, na katerem gradimo razvoj destinacije, razvoj posledično tudi gospodarstva in razvoj same krajine. V bistvu jaz sem zelo počaščen, da sem ambasador. Mislim, da so ene od najbolj pomembnih mojih vlog, kar se meni zdi, v bistvu iz česa jaz izhajam iz kakšne filozofije, da nekako pripeljem to, kar je danes tudi debata o tem, kmete pa nekako gostince skupaj, da probamo malo razjasniti te težave med nami in da čim bolj nekako lahko sodelujemo lokalno, pa da je čim manj problemov v bistvu pri tem. To je meni v bistvu najbolj pomembno trenutno.